Kaj lahko pričakujemo v letu 2026? Mi sicer nismo taki ljudje, ki gledamo v kakšno kuglo noter ali beremo iz dlani ali iz kart, ampak gledamo v zgodovino in v Biblijo. In na podlagi teh dveh parametrov, Božja beseda, kaj se je zgodilo v zgodovini sveta in katere biblične preroške izjave obstajajo in kako to skupaj deluje, da lahko iz vzorcev preteklosti prepoznamo lahko tudi, kako se bo to verjetno zgodilo v prihodnosti. Kaj torej nas čaka? Pogledali si bomo 3 področja, ker so to 3 področja, ki človeka nekako najbolj zaznamujejo. In če pogledamo vse, kar se tiče nas, podamo v 3 pojme, potem bi to bil pojem gospodarstvo. Vsak mora nekaj delati. Tukaj spada sem vse finančno, eksistencionalno, vse naše premoženje, vse, kar imamo, vse je tukaj noter zavzeto. In če tukaj nastane kriza na gospodarskem področju, potem smo eksistencialno ogroženi. Pogledali si bomo torej, kaj lahko pričakujemo strani gospodarstva. Z enim kratkim stavkom lahko tudi povemo, kaj lahko pričakujemo. Nič dobrega. Toliko je že jasno, zato ne rabimo biti prerok. To je kot vklesano v beton, v granit. Gospodarska slika ne bo dobra. Potem je še področje zdravje, torej to je nekaj zelo osebnega, individualnega. Kaj mi torej pomaga, če, na primer, mladi, polni energije in pri tekmovanju drugega premagujejo kot raketa in šprintajo, jaz sem pa že tako nemobilen. Torej, tukaj se gre za mene. Ali pa se tiče nekaj mene, kot recimo, ko je bila pandemija, v času pandemije, in to tako postane zgodba po celem svetu. Potem sem del tega, če želim ali pa ne. Če sem mlad ali star, sem del tega, ker sem omejen na ta planet. To je seveda tudi en predel, ki se nas več kot samo dotika. Gospodarstvo, naš telo, zdravje, če to vse štima, ali sem še aktiven, če se lahko še premikam. Kakšna mlada oseba se morda sprašuje, kje pa je problem? Starejša oseba pa bi lahko pokazala, koliko problemov ima. In najbolj dragoceno in najlepše, tako rekoč tisto omrežje, kjer se lahko potem tudi prostimo in kjer se vsak tudi veseli, in na koncu ta predel, ki dejansko pokaže tisto pravo življenjsko kvaliteto, kar so odnosi. Torej, kaj nas čaka, kar se tiče gospodarstva, zdravja in kar se tiče odnosov, kaj lahko v temu sploh povemo. No, pa se bomo pustili presenetiti. Kar se tiče gospodarskega razvoja, to je naša prva tema in pogledali bomo to. Sedaj bomo šli prvo v zgodovino. In sicer v zgodovino tistih držav, ki so gospodarstvo na planetu nekako nosile do sedaj. Kot prve imamo tukaj Združene države Amerike. Ta karta sicer tukaj piše Združene države Amerike, kako so postale supermoč, ker Amerika ni bila vedno taka. Ko je Nikita Hruščov leta 1959 leta kot vodja USSR, Unije Sovjetske zveze, in obiskal Združene države Amerike, je tako ponosen, z dignenimi prsmi prišel in rekel, koliko časa pa že obstajajo Združene države in koliko časa obstaja Rusija. Torej, z zgodovino svoje države je dobil točke, nekako je igral na to karto. Rusija obstaja že stoletja, Združene države pa šele
morda skoraj 200 let. To je nekaj mladega, malega, dojenček v primerjavi z Rusijo. Torej, zgodovina nekaj, kar drži dlje, kar že obstaja, to vidimo pri firmah. 100-letne firme. To nekaj pove. Niso propadli. Pridni ljudje, ki so to vodili naprej. Torej, če nekaj traja dolgo, potem ima neko vrednost. Ker večino reči je zelo kratkotrajnih, tako kot smo mi. Torej, kar pa na teh kartah vidimo, tukaj jih imamo kar nekaj, vidimo namreč, katere nacije, ljudstva so poselile različne dele sveta. Tukaj pa imamo še nizozemski del, tole oranžno, na vzhodu Združenih držav. Tule je tudi New York, ki se je prej imenoval Nov Amsterdam. Tole rdeče so Britanci, britanska kolonija. Tukaj tudi na Kanadskem. Tole lila tukaj je francosko. Tako se lahko vprašamo, zakaj v bistvu ne govorijo francosko in britansko. In tukaj je eno področje, Nova Švedska. Tole rumeno. Tudi iz Švedske se je mnogo ljudi izselilo. In na začetku so bili samo tukaj. Samo v tem področju. Britanci, Nizozemci, Švedi, to so bili prvi. In tole veliko zeleno tukaj so bili Španci, ki so iz Meksika gor šli, ko je Kolumb odkril te otoke na Karibih, in potem so premagali Azteke, nekje 1500. leta, zato so to poimenovali tudi Novi Meksiko. Tukaj pa vidimo, kako se je vse to skupaj razvilo, to, ki so jih zasnovali, postavili vseh teh vzhodnih držav. Tako so Združene države izgledale na začetku. Tako se je Amerika začela, na tej velikosti. Torej, nič v primerjavi s tem, kar imamo danes. In če si tukaj pogledamo še naprej, kako je to zraslo. Tu je šlo torej za 13 držav ustanoviteljic, majčkenih, potem pa so rasle vedno bolj, ko so šle proti zahodu. Tole področje, oranžno, 1783 in se je odcepilo od Britancev. Tole pa so 1803 kupili od Francozov. Zato tudi Trump sedaj govori o tem, da bo kupil Grenlandijo. Koliko to košta? Ja, to je površina, ki je tako velika kot pol Evrope. Tole zeleno tukaj pa so kupili od Špancev 1819. leta, tole pa 1803. od Francozov. Tole se kot naslednje sprejeli 1845. leta in tale področja so Mehičani prepustili, vse, kar je danes torej Kalifornija. To je prišlo leta 1848. leta zraven in to so potem kasneje še kot posebno dokupili zraven. In to se je kasneje povečalo samo še za Alasko 1867. leta. Nekje leta 1850 so imeli več ali manj že te veličine, ki jih danes vidimo. Tu vidimo primer iz druge svetovne vojne. Glavni nasprotnik Japonci, Združenih držav, in kaj vse so Japonci zavzeli. Kar veliko so zavzeli. Da Japonci, ki imajo samo 10% prebivalcev, kot jih ima Kitajska v primerjavi, isto kot recimo primerjava Nemčija in Avstrija, Nemci imajo 10krat več. In Kitajci isto kot Japonci. Pa seveda tudi druge številke, ker Kitajci imajo danes 1,4 milijarde ljudi. In teh 10%, torej Japonci, so premagali Kitajce, ki je 10krat večja.
To sicer nekaj pove, kar se tiče vojaške tehnologije Japoncev. Oni so zavzeli vse tole kle Kitajsko, vključujoč z Filipini, Indonezijo in skoraj tik pred tem so bili, da bi zavzeli celo Avstralijo. Od takrat pa se je potem stvar obrnila. Začelo se je z temi napadi tukaj na Pearl Harbor, na Havaje, 7. decembra 1941. Potem se je šele res začela med Združenimi državami in Japonci. Potem je v vojno stopila še Evropa proti Hitlerju, Nemcem, potem so pristali na Normandiji junija 1944. leta. Na tej karti vidimo gospodarsko porazdelitev v primerjavi z Sovjetsko unijo. Je nastala ta karta, naprimer koliko surovega jekla so proizvedli. Tukaj Rusija, vidimo tale del, in koliko jekla so proizvedle Združene države Amerike. In kako gleda pri proizvodnji oglja. In tukaj vidimo, da so že takrat bile te države približno enako vredne. Tu vidimo, kje se kaj posebno pojavlja recimo v Združenih državah Amerike. Recimo oglje, regije. Recimo v tem področju. In te Združene države Amerike, če si to pogledamo, tele 13 osnovnih državic, to ni bila svetovna sila, to je bilo nekaj milijonov, kjer so v Evropi takrat bile veliko večje države, kar se tiče prebivalcev, ne površine. Ampak kako je lahko Evropa to prednost, ki jo je imela vedno v svetu, ker Britanci so nekako imeli 24%, torej četrtino celotne površine te zemlje. Četrtino zemlje. Nikoli nobenemu drugemu kraljestvu to ni uspelo. Britanci so bili tukaj najmočnejši in Francozi takoj za njimi. Kako so lahko Združene države iz tega razmerja majhne države, malo ljudi, prišli do statusa supermoči? To je bilo mogoče samo zato, ker je Evropa v 2 svetovnih vojnah se sekljala na koščke. Poglejmo si tole tukaj, kako to izgleda 1945. leta v Evropi. Iz zahoda so namreč prišli Britanci in Američani. Tukaj je bilo še pri Ardenih ofenziva januarja 1945, kjer so tudi uporabili nove Tiger oklepnike, ki so bili take kvalitete, da so lahko daleč prodrli čez, zato so bile ameriške sile popolnoma presenečene, kakšen tank je to prišel. In tako so prodrli še globoko v francosko področje, dokler jim ni zmanjkalo goriva. Potem se je tudi to končalo. In na koncu so vkorakali Američani in Britanci do tele linije. Te linije še nikjer nisem tako zaznal na nobeni karti, šolski karti, zato mi je ta črta zelo zanimiva, ker so tako globoko prišli Britanci in Američani. Približno polovico, na grobo rečeno, tega področja zelenega, to kar bo kasneje Nemška demokratična republika. Polovico tega so zavzeli Britanci in Američani. Thüringen recimo. Sachsen-Anhalt. To je že kar zanimivo. Kako so se Rusi tukaj pogajali, da so na koncu preko te meje zavzeli te države. Torej je šlo za sposobnosti pogajanja strani Rusov. Glavno mesto so razdelili na 4 cone in kar se tiče seveda Nemčije, kar je bilo najtežje za njih udarec, tukaj vidimo ta rumena področja, to vse so izgubili. Vzhodni Preußen in tukaj Šlezija, Bomska, to so velika področja. Nekatere države niti niso tako velike, kot recimo tole, kar je tukaj Nemčija izgubila. In zanimivo je tudi porazdelitev Preußna
vzhodnega Brojsa, torej tukaj v sredini, če bi jo prerezali. Jug je dobil Poljska in sever je prišel pod sovjetski del, zato ker je tukaj bil Kaliningrad. Takrat je to bil pomemben center in tukaj je tudi pomembno pristanišče za sovjetsko floto. Izguba je v bistvu bila velika. Če si pogledamo samo te površine, ki so jih izgubili. Ampak to še ni bilo vse. Že samo, če pogledamo sovjetsko cono, kjer so Rusi imeli oblast do tukajle. Ne samo do Ode, do Bele linije. Kakorkoli že, prišlo je do tega prevzema. To postane sovjetsko. Tole rdeče tukaj postane britansko področje. Lila barva tukaj, francosko, so se ponudili Francozi. Zaland je bil tukaj tudi nekaj posebnega. In ta del tukaj je šel pod Američane. In zdaj se je zgodilo še to, da so tudi zavzeli Avstrijo. Kar je že zanimivo, saj so Nemčija v bistvu Avstrijo anektirali, dodali zraven. Niso Avstrijci prišli, ja, mi želimo spadati pod Nemce, ampak Hitler je preprosto prišel marca 1938 in rekel, se želite bojevati ali boste dali prostovoljno. In tako so dali prostovoljno. In potem je prišlo seveda to pod nemško pravo. In sedaj tudi Avstrija bila zavzeta kot Nemčija. Tudi na 4 cone, se pravi Sovjeti, Rusi, modro Američani, rdeči Britanci in lila Francozi, ker so tukaj imeli svoje vezi. Za Britance je bilo to najbolj nepraktično, saj so oni bili te, ki so tam zgoraj doma, ne? Tukaj morajo preko morja, da bi prišli sem, in preko ameriških področij morajo iti in tako naprej, da bi prišli na jug Štajerske. Zaumenite sicer tudi, da tukaj niso točno natančno šli po podeželskih mejah, kar je tudi zanimivo, ker v Nemčiji so to preprosto po podeželskih mejah odrezali. Tukaj, v Avstriji, v zgornjem Avstriji, tale Mühlviertel, blizu Donave, so si še Rusi dali k sebi, zato da so imeli direktno povezavo, ker so imeli direktno povezavo s Češke. Tudi mesto Linz, ki je na obeh delih Ufe, to je bil sovjetski del, na drugi strani pa veliki del mesta ameriški del. In seveda, če je mesto razdeljeno na 2 bregovih, to so najbližje vezi. In to je bilo zelo komplicirano iti iz ene cone v drugo. Ali tukaj, tam, kjer imajo sol, je bilo, kot zanimivo, britanski, oziroma od Združenih držav je bilo, kar pa je del Steiermark. Torej, pri nekaterih področjih so to malce drugače zasnovali. Ali vzhodna Tirolska. Tirolska bi mogla biti francoska, Vorarlberg, ampak to recimo je prišlo pod Britance. In potem, ko je Stalin umrl, 1953. januarja, se je tukaj začelo odtajati, se pravi, da so se lahko začeli pogovarjati z Rusi. Dokler je bil tam Stalin, se to ni dalo. Potem pa je bil pogoj Rusov pri Avstrijcih, ker so Avstrijci bili dokaj neutralni. Potem pa se bomo umaknili. In tako so 1955. leta podpisali pogodbo 15. maja. Avstrijci so postali svobodni. V naslednjih mesecih so se v bistvu vsi umaknili. 15. maj 1955 je bil odločilni datum. Takrat je bilo to podpisano. Rekli so, gremo. Te zmagovalne sile. In so dale svoj štempel od spod. In Dunaj je tudi bil razdeljen tako kot Berlin, na sektorje. In potem je vse to skupaj trajalo do 1990. Dokler ponovno ni prišlo do ponovne združitve Nemčije, ker Nemčija ni rekla tako kot Avstrija, da bi rada ostala neutralna.
Tam je okupacija trajala malo dlje. Ti so bili že 1955. leta frej, te pa šele 1990. Kar se tiče vzhodnega dela. Ameriška vojska se je že prej umaknila iz Nemčije. Sedaj pa si poglejmo tole karto. Spodaj. Tu zelo lepo vidimo, kako se je ta sovjetski vpliv zelo globoko razširil v Evropo in kako veliko držav je bilo prizadetih oziroma pod tem vplivom. In ta bufer, blažilnik, je bil za Sovjetsko unijo zelo pomemben. Torej, da je bilo še nekaj držav med njimi, dokler so prišli v stik z Zahodom, tako rekoč, v tej hladni vojni. Zanimivo je, ne? Eni prihajajo iz Zahoda in drugi iz Vzhoda in potem drugmu stojijo nasproti tukaj na rjavi liniji. Ameriška vojska, Britanci, proti sovjetskim vojakom. In na koncu je to, juhu, super, uspelo nam je Nemce premagati. Ampak kar naenkrat so z nosom ob nosu. So si drugem nasprotniki. Že pomembno, kako se lahko iz prijateljev postanejo sovražniki. Isto je med ljudmi. In tukaj na tej karti vidimo, kako so te države, ki so rdeče barve, kasneje na koncu postale samostojne, kot recimo Estonija, Latva in Litva, in tudi druge države, kot recimo Poljska, Čehoslovaška, Madžarska, Romunija, Bolgarija, kako so se ločile. Tu jih vidimo tudi od blizu, te države. In z razpadom Sovjetske unije so nastali tudi te države, plus Belorusija, plus Ukrajina, 1991. leta, Moldavija. Tako da ta ukrajinska država v bistvu je, in to se vidi na tej karti, saj je to danes nekaj, o katerem tudi več premišljujemo. Ta država je v bistvu nastala kot posledica razpada bivše Sovjetske unije. In kar je tukaj sedaj zanimivo, je to, da tukaj na tej točki, tole zeleno, današnja Rusija, tukaj je Ukrajina nastala. Tukaj je Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan in Tadžikistan, Kirgizistan, tukaj imamo že Kitajsko, meja, Afganistan in še tukaj nekaj držav, ki so na novo nastali, Gruzija, Azerbajdžan, Armenija. Vse te so takrat padle ven iz Sovjetske unije, postanejo samostojne, neodvisne in na tej točki je sedaj zdaj ta moderna Rusija ozka, tanka. Prej je bila širša. Torej, da je ta menjava vodilnih v Kijevu, vodilnih 2014 seveda, za Rusijo predstavljala veliko grožnjo, ker kako globoko bo sedaj šla Ukrajina na vzhod. To ni ravno slučajno, da se ravno za to področje sedaj tudi bojujejo. Ker je to seveda tisto, kot prvič, veliko industrijsko področje v Ukrajini in hkrati tudi področje, kjer je Sovjetska unija prej izgubila največ na tem koncu, kar se tiče površine, ker so sedaj na tem področju samo tako široki. Po drugi svetovni vojni imamo sedaj zelo močne Američane, zelo močne Ruse in potem gre to od 1990 v fazo, kjer so intenzivno ustvarili močne gospodarske vezi
iz Evrope na rusko stran, z Rusijo. Rusi so dali svoje energente, kar se tiče plina, in tako so lahko dobro živeli v Evropi in v Rusiji, glede teh dogovorov. In nastala je tako rekoč Euroazija, torej Evropa in Azija, ki sta tukaj skupaj se spojili, in tu je šlo za zelo plodno gospodarsko sodelovanje, dokler ni leta 2014 ta menjava na vodstvu v Kijevu, in seveda, ker je Ukrajina mesto, kraj, kjer jo Dnjepr, reka, deli na sredini, in Zahod seveda od tega orientiran sem v Evropo, in vzhodni del, na drugi strani Dnjepra, te pa so vedno bolj orientirani proti Rusiji. Že samo zaradi geografske lege, saj gre tukaj za zelo debelo reko, ki tukaj to državo resnično že stoletja deli. Včasih ni bilo tako preprosto iti skozi tako reko. Takrat še ni bilo takih mostov, ki jih gradimo danes. Tule v sredini pa imamo eno debelo državo, Kitajska. Ljudska republika Kitajska. Izvzeto je seveda tale otok tukaj, ker ko so po drugi svetovni vojni, po osvoboditni, ko so Japonce napodili, je prišlo tukaj do državljanske vojne. Šlo je za komunistično državo, partijo, in druga stran pod Chiang Kai-shekom, ko je tista stran zgubila, niso imeli več druge poti kot to, da se premaknejo na Tajvan. In tam so se rešili. In tako je nastal še ena dodatna država, še ena Kitajska. Dve kitajski državi, tako rekoč. In to je potem bilo senzacionalno, ko so Združene države potem v tej fazi približevanju tej komunistični Kitajski, kar naenkrat za Peking postala bolj interesantna kot pa tista mala Tajvan državica z 17 milijoni prebivalci, Kitajci pa za 1,4 milijarde. 1953 je bila še ta kriza v Koreji, kjer se je končala s tem, da so prenehali z orožjem, so potegnili to linijo, komunistično Severno Korejo in Ameriki prijazno Južno Korejo. To je prej bila ena država, ampak Japonci so jo takrat premagali. In to področje vse je bilo nekoč pod Japonsko. Tole, jedro Kitajske. Tukaj se vse odvija, vse, kar je zeleno. In to je v bistvu tole področje. Tole je jedro Kitajske. Tukaj noben več ne živi. Tukaj gre samo še za gorovje. To niti ne moramo več reči niti gorovje, to je še više kot gorovje. Tukaj imamo namreč Himalajo. Tukaj ljudi skoraj ni. In v tele veliki Mongoliji živi 3 milijone ljudi. Tukaj pa živi 1,4 milijarde ljudi. Tukaj v bistvu živijo Kitajci. Tu je morda še zanimivo, kaj se je takrat zgodilo 1905. leta, pred 120 leti. Rusija je takrat to področje zavzela, Mandžurijo. In kasneje je to tudi izgubila. In zato, ker so takrat imeli to področje, so zgradili tudi železnico, transsibirsko železnico iz Moskve, ki je šla tukaj čez na Vladivostok. To je bila najkrajša pot. In potem, ko so zgradili to, ko je bilo končano, so Rusi izgubili to področje tukaj. In zato so ta del proge, ki so jo tukaj že imeli, ki gre zdaj čez tujo državo, na novo položiti in so morali tukaj tole ob meji, ob tej reki Amur, ponovno postaviti tračnice za njihovo transsibirsko linijo. To je bil seveda velik udarec za Ruse. Tukaj so se tudi spopadali z Japonci. Vojna med Rusi in Japonci leta 1905. In Rusi so se tukaj težko bojevali, ker so z njihovo floto ladij
morali peljati čez vse ta morja sveta, ko so končno prišli okoli Afrike do sem, ker imeli so svojo floto na zahodu in ne tukaj na Vladivostoku. In prednje flota prišla tja in to je bilo tako, da so Japonci tukaj gospodarsko imeli predpogoj, da so to vojno sploh lahko zmagali. In Rusi gospodarsko tukaj prišli v težave. In zato tudi niso imeli vojaških sredstev za to, denarja. Japonci so zmagali to vojno zaradi gospodarskih razlogov. In to nas sedaj pripelje v sedanjost. Sedaj smo pa v letu 2026. Kaj nas torej pričakuje gospodarsko? V Evropi vidimo to soočanje z ukrajinsko vojno in hkrati tudi Evropska unija, ki skoraj sovpada z članicami NATO, več ali manj. Avstrija ni v NATO, ostale države pa nekako so tudi pri NATO. In ta razvoj sedaj, ki ga vidimo, je tak, da kjer Evropa, vse te države NATO, intenzivno, logistično in specialisti Ukrajino nekako podpirajo. Praktično več ali manj NATO že v bistvu se bojuje proti Rusiji. In vedno bolj se kaže, bolj kot Rusi tukaj zavzemajo zemlje v smeri Dnjepra, to vse so že zavzeli, 1/5, Krim so takoj zavzeli, ki včasih ni spadala k Ukrajini, ampak šele vodja države postal Vuščov po Stalinu. Takrat je Krim, ki je prej bila avtonomna republika, v Ukrajini. Prvotno ta ni bila ukrajinska, torej bila lastna država, avtonomna republika znotraj Sovjetske unije. In tole področje tukaj, kar je v bistvu več ali manj sedaj že pod ruskim vplivom, pod njihovo roko, tukaj se sedaj vedno večkrat pojavlja, da Rusi v nekem bunkru prodrejo in koga tam srečajo? Visoke strokovnjake, oficirje, ljudi, ki so tehnično na najnovejši točki, ki vse različne specialne operacije planirajo, globoko v rusko področje, kjer lahko raketa leti kamorkoli daleč že in pade daleč globoko v Rusijo, na neko rafinerijo recimo. In to niso bili Ukrajinci, ampak specialisti NATO, ki so te reči splanirali, vodili, ki so primerne rakete, tudi usmeritev raket, satelitske pomoč in vse z Združenimi državami, ki se sedaj sicer umikajo. In tu se je namreč pokazalo, da tukaj ne gre za vojno Ukrajina proti Rusiji, ampak NATO proti Rusiji. Zato, ker so tukaj našli specialiste, da bi lahko napadali Rusijo. In Ukrajina je seveda samo zaradi teh orožja, ki ga je dobila iz Združenih držav, in izobraževanje, oficirjev in vse podobno. In vse te milijarde in milijarde evrov podpore, da so sploh lahko zdržali, ker ukrajinska vojska tega nikoli ne bi mogla prestati. Ampak tule na zahodu so se zaračunali, ker so mislili, da če bomo vsi skupaj držali, potem bomo Ruse prisilili v kolena. In vse sankcije, ki so se jih odločili, ja, ampak to jim nekako ni uspelo. In zakaj danes vse to povemo na tako široko? Zato, ker vse to predstavlja gospodarsko prihodnost Evrope. Ker sedaj so v Evropi vsi glasni, in to so predvsem te trije veliki, Anglija, Nemci in Francozi, Italijani so se malce umaknili, te trije, vodje teh držav. Ljudstvo seveda misli drugače, ampak te trije vodje, te trije močni v Evropi,
ti sedaj s polno paro želijo iti v vojno proti Rusiji. Torej prihaja sprememba na vojaško ekonomijo, gospodarstvo in glede tega imamo tudi nekaj zanimivih zgodb. Torej, če so te resnične, in to lahko sklepamo, da so, zato ker vodje neprestano govorijo o tem, da se moramo oboroževati in oboroževati. In sedaj ravno so evropske države glede sankcij politike proti Rusiji, kar je bil strel v lastno nogo, in od takrat je naša ekonomija šla navzdol, zato ker so se stroški energije drastično povečali, ker ne dobimo več poceni plina iz Rusije. To je prineslo k temu, da je Evropa v gospodarskih škripcih. Navzdol. Močno padamo navzdol. Zato moramo šparati v državah na vseh koncih, socialni programi se zmanjšajo, vse, kar prinese dobrobit, se zmanjša, razen eno področje v državi. Tam bo pa seveda sedaj denar, ki so ga začeli šparati tukaj in odčrpati. Ne v gospodarstvo, ampak v obrambo. Oboroževanje. Pravijo, da nam gre slabo. Tega si ne moramo več privoščiti, penzije, ne, to ne gre več, socialne stvari, ne, zdravstvo, brez veze, šparamo. In vsi dodatki, ki so bili prej za ekonomijo, vse gre to nazaj. Razen, kar se tiče oboroževanja. Če pogledamo, kaj vse se je sedaj v Avstriji zmanjšalo in kako se cene držijo, ampak sedaj bomo kar kupili, naenkrat so podpisali 12 novih bojnih letal, ker nam gre gospodarsko tako slabo. Torej, oboroževanje, za to je denar, ne pa za ljudstvo. Kaj nas torej čaka? Vojno gospodarstvo. In v vojnem gospodarstvu takrat tudi ni volitev. Vedno se bojimo pred prirastek k desnici. V Nemčiji AfD, v Avstriji FPÖ. In taki premiki, če bi sedaj bile volitve recimo, bi vodile k temu, da bi v Avstriji trenutne 3 vodilne stranke ne bi dobile niti 50%. V Nemčiji bi bilo podobno. Več kot mine časa, tudi močneje postane nevolja med ljudstvom, ker vidijo, da jim gre vedno slabše. Mi pa produciramo orožje. Gospodarstvo gre torej navzdol. Sedaj pa je vprašanje, kaj naj mi sedaj storimo? Saj so oni tisti mogočniki. Če bo šlo za vojaško gospodarstvo in da bo napeto, potem ima da tudi pravno formalno volitve izključiti. Ne bo volitev in bomo mi tam zgoraj na vodilnem, če vi to želite ali pa ne. Mi smo šefi. Vojna je. In zato bo tudi ostalo tako, kot je. Te stvari namreč vodijo k temu, da posameznik, gospodarsko gledano, pri tem pride pod kolesa. Razen nekateri redki, ki si to lahko privoščijo. Ampak kaj lahko mi storimo kot posamezniki? Kako se lahko ti posameznik pripraviš na te težke geopolitične in gospodarske probleme? Kaj lahko storiš? Saj nimaš moči. Samo prepoznaš, da vse košta vedno več in zaslužim vedno manj v primerjavi s tem in socialni prispevki padajo in vse gre vedno na slabš. In približno 40% prebivalcev so že v bolj težkih situacijah kot pa prej. Veliko bolj resni situaciji. Torej, če bo šlo to navzdol, bo prvo najbolj udarilo seveda najbolj revne. Seveda, če ima nekdo 10 milijonov, potem pa ima samo še 9 milijonov, bo še vedno preživel. Ampak tisti mali, njih pa resnično udari in gre za preživetje. Gre za 100 evrov, ki jih ima ali pa jih nima mesečno. Res bo šlo do kosti. Vedno večji odstotek prebivalstva bo prizadet od teh reči v Evropi in z vsakim letom bo šlo to vedno globlje, navzdol. Kaj lahko storimo? Kako se lahko pripravimo? Jaz sem nekoč zrastel na gorski kmetiji
1000 metrov visoko. In tam je bilo to tako, da če se spominjam nekoč, ko sem bil še otrok, kaj smo vse tam kupovali? Stvari, ki smo jih za vsak dan potrebovali, kar se tiče hrane, so bile živali, polja, imeli smo krompir, žita. Večina tega, kar smo pojedli, to smo sami proizvedli na kmetiji. V redu, jaz sem bil poba, ampak jaz sem bil tam zraven. Se še spomnim, kako sem prvič s srpom pšenico požel. In vse te reči sem doživel z njimi. Kako so vse skupaj speli v snope in kako čakaj, preden se to posuši, potem se to stolče in kako smo šli s semeni do mlina, malce dlje smo šli, pšenico smo dali v vreče in pelali tja, potem so to stresli noter v mlin in kako se je to zmlelo in potem je prišla bela moka ven. Te vse slike imam še vedno pred seboj, ki sem jih kot otrok doživel. Svetovno politično gledano pa bi se lahko zgodilo karkoli že. Nas z sankcijami ali probleme z dostavami, nobenega ne bi to premaknilo. Konji so vlekli voz, nismo potrebovali goriva. Tudi orodje smo imeli na kmetiji. Veliko stvari smo tudi sami proizvedli. Naprimer, vilice, grablje, vse iz lesa, sami smo proizvedli. Na kmetiji, v delavnici. Sam sem bil zraven, sam sem jih naredil. Še vedno znam. Torej gre za reči, ki so bile tako rekoč avtonomne, neodvisne. In ko je prišlo kosilo in je bila velika ponev na mizi v sredini, nihče ni imel krožnika. Velik kvadraten prt na mizi, 12 ljudi okoli, na vsaki strani 3. In tam je bil rob od mize in pod robom mize je bil še en manjši rob, kjer je bila tvoja žlica. Vsak je imel svojo lastno žlico. Nikoli je nisem umil, vedno sem jo samo polizal. In vedno sem imel lastno slino na žlici. Naprimer v restauraciji, ko pomislim, koliko ljudi je imelo že žlico pred menoj v ustih, tukaj je pa vedno bila žlica moja. Ko si prišel na vrsto, si zajel iz ponve, nekaj iz žitaric, polno žlico, si dal v usta in potem si žvečel, dokler ostalih 11 ni šlo okoli. In potem si spet ti na vrsti. Dobro se je šlo, veliko smo žvečili, dobro naslinili in vsi smo bili siti. Tudi pono je vedno bila prazna. Kaj je bilo treba pomiti? Samo pono. Ker nihče ni imel krožnika. Žlico je pa tudi vsak polizal. Samo pono. Zelo hitro je šlo. Pomivanje. Ne rabiš pomivalca, ne elektrike. In na celotni kmetiji je bila samo ena pipa s tekočo vodo. V kuhinji. Edina pipa. Sicer nikjer drugje ni bila tekoča voda. In že to je bilo senzacionalno takrat, ker še tega niso imeli včasih. Zakaj to vse govorim? Gospodarsko smo nikoli bili samozadostni. Nakupili smo sol, kasneje cukor in kasneje še žitno kavo, predtem so tudi sami to mleli in pražili. Vse to, kar danes kupujemo. To noben človek ne rab. Kruh smo spekli sami. In to 30 hlebov. Velikih hlebov. Velika pečica je bila to. Velika posoda, ko smo noter stresli moko in vodo. Veliko ljudi je to gnetlo. Jaz sem bil pri tem. To je bilo vedno nekaj posebnega, ker smo vedeli, da kmalu pride svež kruh. Nekaj prvih hlebov smo pojedli že prvi dan. In zadnji hleb kruha, 30, ta je dolgo zdržal, ker je postal tako trd. In vedno so rekli, dokler zadnjega kruha ne pojemo, ne bomo novega pekli. Vse te reči, kako se torej lahko pripravim? Kaj je smisel vseh teh zgodb? Obstaja nekaj stvari, ki jih takrat obvezno potrebujemo.
ko gre vsem tako slabo. Skoraj vsem. Nekaj bogatih, ki jim ne bo tukaj težko, ampak masa populacija bo stradala, ker se bo šlo že življenje, ko bodo iskali hrano za preživetje. In zato je tudi dobro, če imamo predmete, s katerimi lahko trgujemo. Kakšne predmete? Orodje, s katerim lahko sam nekaj proizvedeš. Potrebuješ pečico, ki deluje brez elektrike, kjer lahko zakuriš in kjer je dim po dimni cevi sam navzgor. Potrebuješ tudi znanje, da praktično znaš tudi uporabljati vseh teh orodij, ki jih sedaj uporabljaš za vsak dan. Da veš, kako se podre drevo, kako ga naseckaš, da pridejo tako majhni koščki, da jih lahko daš v pečico, brez da bi uporabljal kakršnokoli drugo energijo za to. In gre se za to, da imamo doma take reči, da vemo, kako se jih uporablja. In seveda, take stvari se počnejo na podeželju in ne v mestu. Vaša najboljša priprava za stvari, ki so pred nami? Pejte na podeželje. Ker na podeželju, če imate kmetijo, jaz se še spominjam, vse okoli so bila drevesa, sadna drevesa, hruške, lešniki, borovnice, razne borovnice. Vse, kar smo imeli, smo lahko tudi sušili. Smo imeli majhno hiško, sušilnico, kjer so vse te reči, ki smo jih hoteli ohraniti dlje, posušili. In to preprosto z ognjem. In ta vročina šamotnega kamna zgoraj in dima, to vse brez kakršnekoli, da bi bil odvisen od kakšnekoli energije. Imel sem les, sem ga naseckal, a ja, vžigalice tudi potrebujete. In vse te reči, da imate dobrine, da imate znanje, to je odločilno in kaj je še odločilno? Da imate mrežo ljudi, ki so okoli tebe, ki skupaj držijo. Tako se lahko gospodarsko pripravite. Dobrine, ki jih lahko menjate, dobrine, ki bodo imele takrat vrednost, ko bo šlo za eksistenco, ko se bo šlo za kaj bom jedel, pil in kako bom na toplem. Vse ostalo bo nepomembno. Samo še za preživetje bo šlo. Tako se lahko pripravimo, če imamo te reči doma. Ampak to je samo na podeželju, ne v mestu. Torej, ta misel, da bodo stvari vedno na voljo, da si lahko vse kupim, ja, to se boste še presenečeni. To je iluzija, ta večna dosegljivost. Dobavne verige se bodo sesule in trgovine bodo prazne. V vojno gospodarstvo gremo, napetost, to nas čaka. In sedaj se še lahko pripravite. Ko bodo trgovine prazne, bo prepozno. Sedaj smo torej v fazi, kjer samo glasno lahko kličemo, če je kakorkoli mogoče, ven iz mesta. In če imate najmanjšo barako na podeželju, boste boljše kot tisti, ki je visoko v stolpnici, ker niti dvigalo ne dela in elektrike ni, ker voda ne teče več, ker ni elektrike, ker ni več toplote, ker ni elektrike. Ta stanovanja bodo brezvredna v vseh teh visokih hišah. Ven iz mest, čimprej. Ker takrat bodo vsi želeli ven iz mest. Ampak takrat to ne bo več tako hitro mogoče. Ne bo vam več uspelo. To je torej gospodarski pogled. Zdravstveno, tudi najboljše na podeželje, ker bolj kot se premikamo, bolj kot smo na svežem zraku, bolj kot smo zunaj in počnemo zunaj, pa naj bo to na vrtu, pri zelenjavi ali pobiramo jabolke, hruške in se premikaš na svežem zraku, v naravi, na soncu, je to najbolj dragoceno za vaše zdravje in imunski sistem. In tudi, če pride naslednja pandemija, bo vse odvisno od tega, če tvoj imunski sistem deluje. Ker če ne bo deloval, da si že od slabega umazanega zraka v mestu poškodovan si, da si od vseh
te hrane, ki je pomanjkljiva hrana, ki so jo privlekli od kar nikje, od daleč, hrana, sadje, zelenjava, ki pa ni več hranilna, ker je šla tisoče kilometrov na poti. To, kar pri tebi raste, to ima največ vrednosti in vitaminov. V taki zelenjavi so seveda elementi v sledovih, ki jih potrebujemo. Čisto malo potrebujemo od vseh teh hranil. Ampak če te manjkajo, potem nam manjka ključna stvar. In tako je za zdravje. Ven na podeželje. Tam se gibljite, ker pri delu, na njivi, na polju in pri sadju in pri vseh teh rečeh postati moramo ponovno kmetje, da bi to fazo lahko preživeli. In če poznate nekoga, ki se že spozna na te reči, jaz sem v tem odrastu, zame je to normalno. Ampak večina ljudi znajo samo še kupovati zmrznjene stvari v mikrovalovno in jest. Požret pico, to je normalno za današnji svet. Tega pa kasneje ne bo več. Ne bo več. Danes še lahko kupujete, ne pa več dolgo. In če bo nastopila naslednja pandemija, se bo pokazalo, kdo ima boljši imunski sistem. In to so te, ki so zunaj v naravi, ki zunaj delajo in se zunaj premikajo. In niso cel dan 8 ur sedijo pred računalnikom. Odnosi. Imamo ta 3 velika področja: gospodarstvo, zdravje, odnosi. Ali imaš krog prijateljev, mrežo prijateljev, s katerimi se lahko povežeš, ki isto razmišljajo kot ti, kjer morda jih lahko dosežeš tudi peš do njih. Torej, da lahko drug drugega lahko podpiramo in si pomagamo. V vasi, kjer smo bili, je bilo 10 kmetij pri Šladmigu na Štajerskem. In tam je bilo tako pri nas, da v enem letu smo gradili pri tem kmetu, v naslednjem letu pri drugem kmetu, pri naslednjem. Vsako leto se je obrnilo do druge kmetije. Tako kot pri mizi za hrano. Enkrat si bil na vrsti. In tako je šlo kot kolo. Točno se je vedelo, leta tega in tega bo spet naša kmetija na vrsti. In smo že premišljevali, kaj bomo obnavljali. In vsi skupaj so prišli iz vseh kmetij in so pomagali poleti. Neverjetno je bilo. Tega še nikjer nisem doživel. V tej vasi za teh 10 kmetij so imeli lastno žago. Kupili so jo zato, da so lahko razžagali drevesa na dile. Neverjetno. Spominjam se še, kako so vsakič morali zamenjati žagin list, s katerim so rezali. Zato, ker je vedno dobili neko drevo, ki je na koncu druge svetovne vojne nekdo norec streljal z metraljezom v gozd. In potem so bile kugle v drevesu. Metki. In če seveda pride železo na železo, žaga, potem se je ostrina zgubila. In tako se moral to vedno znova zamenjati in naostriti. In koliko je bilo to dela vse to zamenjati? Vojna. Kaj to vse pomeni? Celo pri lesu, pri drevesih, v gozdu najdejo patrone. Za znoretje, res. In sedaj smo pri odnosih. Takrat so vsi držali skupaj. To je bila kot zaprisežena skupnost. In to je najlepše na zaprisegi, če vsi skupaj držijo. Torej so se odločili, da bojo skupaj držali, ker so istih misli, v istem področju in tako živijo. Tako kot recimo na vasi. In to je bila mešana skupnost, katoliška in evangeličanska. In kljub temu so skupaj držali. Ni šlo, te proti tem ali oni proti tem. Ne. Cela vas je držala skupaj, ker so vsi vedeli, da če bomo skupaj zdržali, bomo skupaj preživeli. Tudi težke čase. Potrebuješ prijatelje na podeželju. Potem bomo preživeli. In te v mestih, kjer so sami, in ko bodo ugotovili, v trgovini ni nič več, potem bo kritično postala za vse te. Ko bo zmanjkalo energije za cel teden in podobno. Tako kot se je zdaj zgodilo tudi v Odesi. Kaj boš potem storil v takem mestu? Vedno so mesta tista, ki so v vojni na udaru.
Torej potrebujete tudi odnose. In najpomembnejši odnos seveda je v družini, tukaj na zemlji. Potem pa obstaja še en odnos, ki je pomemben. Tukaj imamo sliko Maksimilijana Jančarja, štajerskega umetnika, ki je tukaj narisal nekaj iz Razodetja. Tukaj vidimo, kako se 4 angeli približujejo našemu planetu in so tik pred tem, da ga uničijo, skazijo. In potem jim en drug angel zakliče, to predstavlja Kristusa, in reče: počakajte malo, ne še, počakajte še, ker prej želimo naše lastno ljudstvo zapečatiti. Ljudi zapečatiti? S čim? Ja, s Svetim Duhom. Zapečatenje je kot neka varovalka. In potem se opazi, da obstajajo nekateri, ki poslušajo nekoga večjega. Obstaja zanimiv izsek v Matejevem evangeliju, 22. poglavju, kjer Jezusa vprašajo: učenik, katera zapoved je v postavi največja? Matej 22, 36. Lahko sami preberete. V naslednji vrstici pa Jezus reče: ljubi Gospoda Boga svojega. To je največja zapoved. Torej iz vsega srca svojega in iz vse duše svoje in vse pameti svoje. Tukaj je citiral iz 5. Mojzesove vrstico Jezus. To pravi, da je največja zapoved, da svojega stvarnika ljubiš. Ga sploh poznaš? Ko bo ta čas prišel, ko se bo Božji duh začel umikati, Božja milost, in bo naš stvarnik ljudi prepustil njihovi usodi, zato ker ga ne želijo, potem bo te, ki so na njegovi strani, postavil pod posebno zaščito z Božjim duhom. Kako torej ga dobim? Tako. Začnem se z njegovimi mislimi ukvarjati, te, ki so v Bibliji. Razmišljati, brati evangelije, novo zavezo. In potem bom prišel tudi do takih vrstic, da naj svojega Boga ljubiš z vsem srcem, z vso dušo in z vse pameti. Kako lepo. In če naprej beremo, kaj se je potem zgodilo v Razodetju, knjigi Razodetje, vse te naravne katastrofe, ki se bodo zgodile. Zemlja bo trpela, morje bo trpelo, izviri sladkih voda bodo trpeli, zrak bo trpel. In potem, ko bo vse to že do 1/3 razpadlo, uničilo, potem pa pridejo bolezni. In potem v Razodetju 9. poglavju piše, da bo to doletelo samo tiste, ki niso zapečateni z Svetim Duhom, Božjim Duhom. Kaj smo imeli? 3 velika področja. Gospodarsko, torej vojna. Torej šlo bo za našo eksistenco. Šlo bo samo še za to, kje imam topel dom, kjer imam svoj mir in kaj bom imel za jesti, za pit. In to bo tako kot nekoč na visokogorskih kmetijah. Samo te bodo preživeli, ne tisti v mestih, ker nič več ne bo v trgovinah. Kar se tiče zdravja, bodo preživeli samo tisti, ki se premikajo na svežem zraku, ker so aktivni fizično, ker bo njihov imunski sistem bil močnejši, ker imajo oni najboljšo hrano, ker lastno hrano jejo iz svojega vrta. In tudi vse jagodičevje iz divjine. In tretja stvar, in to je najbolj pomembno, gre za odnose. Rabiš prijatelje, ki razmišljajo tako kot ti, potrebuješ seveda tudi najboljšega prijatelja. Če misliš na križ, tam imaš vertikalo in horizontalo del križa. Potrebujemo torej odnos navzgor. Kako je Jezus rekel, kaj je največja zapoved? Da ljubimo Boga, da ga zaupamo, da se držimo tega, kaj nam je rekel. In potem dodaja še, in druga zapoved je isto kot prvo. Torej ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. To prečno klado lahko obesiš samo, če že obstaja ta klada navzgor. Ne more samo stati v zraku. Torej prvo potrebuješ Boga, odnos z Bogom.
Odnos z Bogom in odnos s sočlovekom. Kaj nas torej pričakuje? Nič dobrega. Te časi debeli blagostanja, te lahko pozabite. Pričakujejo nas dramatični trenutki, gospodarsko, zaradi vojn, zdravstveno, zaradi tega, ker smo v velikih mestih, kar se tiče telesno, vedno slabše zasnovani, ker hrana ni več to, kar bi mogla biti, gibanje ni to, zrak ni to, kar bi moglo biti. Zato je najboljša priprava, da greste ven iz mest na podeželje in vzamite si čas, da se tako pripravite, kaj je najbolj pomembna zapoved. Morate pogledati, kaj vse piše v Bibliji. In Jezus pravi to v enem stavku. Ljubezenski odnos s tem, od katerega prihajaš, od tvojega stvarnika. Tam je moč. V naravi, da se prehranjuješ s tem, kar je tvoj stvarnik ustvaril. In da se tam znajdeš, z izvornimi materijali, in kjer lahko tudi potem nekaj menjaš. Ljudje ti bodo dali najlepše stvari, če jim boste lahko dali žakelj krompirja, ker nič ne bodo imeli, ker trgovine bodo zaprte. To, v čemer danes pravimo, zakaj bi se sploh brigal, lej, koliko je to dela. Samo zato, da bi tukaj neki kopal ali pa štimal. Te bodo takrat spoznali in trkali na vaša vrata, ker vedo, da imate vi še nekaj za jesti. In tudi zato, ker boš še polhan energije, ker si bil fizično aktiven na svežem zraku, v naravi. In zato, ker si dobil tudi duhovno moč od tvojega stvarnika, ki pravi, jaz sem s teboj. Jaz te varujem. In ko bodo 4 angeli izpuščeni, potem bo naš nasprotnik lahko delal, kar bo čel. Bog se bo umaknil in bo ščitil samo še tiste, ki so na njegovi strani. Vse ostale pa bo nekdo drug na njih padel. In to bo večina. Te, ki so na Božji strani, te ne bodo večina. Večina bo na napačni strani, tako kot je vedno bilo v zgodovini. Kaj nas torej pričakuje leta 2026? Zadnja priložnost je. Zadnje leto. Preden bo ves finančni sistem razpadel. Preden bo vse, kar imaš privarčevano, vredno nič. To, kar je pomembno, da te stvari potem tudi imaš. Zemljo, hrano, tvojega stvarnika, iz narave, prijatelje, ki si okoli tebe, odnose s tvojim stvarnikom, ki te ljubi nadvse, ki ti daje te nasvete. Luksusa ne bo več. Gorije, če ne bomo tega leta izkoristili, da bi se vrnili nazaj k osnovnim eksistencialnim elementom, kot so zemlja, zrak, voda, sonce, hrana, toplota, od peči, kamor boš drva dajal not. Dajmo še moliti. Hvala ti, naš nebeški Oče, da si ti tisti, ki stoji ob nas in nam daje vse to. Na koncu smo ponovno tako kot nekoč tisti kmetje, ko so iskali svojo hrano. In kdor si jo sam lahko pridela, kdor ima svoje drevo, jabolko, hruško, češnjo, zato ker sami imamo grmičarjev za jagode, ker imamo sami lahko krompir in zato, ker lahko menjamo. Zato, ker imamo dragocene reči, ki jih bodo vsi potrebovali, kot so orodja in znanje, kako s tem orodjem. In zato, ker imamo prijatelje tukaj na zemlji. In seveda tebe, najboljšega prijatelja v nebesih. Hvala ti, Gospod, da ti čakaš na to, da v tej zadnji fazi življenjske zgodovine te zemlje, da smo sklonjeni, pripravljeni storiti to, preden bo prepozno. Potem, ko bodo že vsi hoteli to, ampak ne bo več časa za to. Tako kot na smrtni postelji
da obžaluješ, da ni več časa. Hvala ti, Gospod, da to leto še dobimo od tebe. Čeprav je to zadnje, preden bo šlo vse v franže. Hvala ti za to. Amen.